snemamo zvok, snemamo video, gremo. Res je fascinantno, kako jaz delujem tako po obrokih, pa po obdobjih, ker trenutno me ful paše true crime in zdaj, koliko sta 2-3 zaporedoma in mi je top. Skratka, da naši true crime je mečkan daljši, tako da gremo čim prej vanga, je pa tudi tak z velik enimi šoki, ko boste poslušali, boste skokaj jaz, ker pač uno je, kaj. Zgodil se je ta primer tako v Teksasu, tako da že lahko si predstavljate, da je mečkan tak. The law got out of control. Ampak poleg tega je tudi pol nekih preobratov in zanimivih stvari, ki ne bi pričakovali na začetku, tako da gremo v ta video. Nekako tudi glavna oseba tega videa je Theodore, ki ga bomo mi klicali v tem videu Ted, rojen 7. februarja 1963, v bistvu ful podobne starosti kot moj oče, tako 2 leta razlike. Imel je pa še 2 brata, te 2 brata sta bila pa Tom in Tim, torej Ted, Tom pa Tim. Ted je bil rojen v Arizoni, njegova glavna značilnost je bila pa ta, da je oboževal hitrost, oboževal hitre avtomobile, dirke, go-karde in vse, kar pride zraven, kakršenkoli adrenalin, predvsem pa avte varianto adrenalina. In je to ves čas tudi počel in oboževal. Potem je pa končno mečkaj vse prišel, ko je v 80s, v 80-ih letih spoznal tudi svojo drago Corey in to je bila tista velika ljubezenska zgodba in ona dva sta pristala skupaj. In sta se poročila, začela skupno pot, se tudi tako preselila v ta Austin, Texas, kjer se ta cela zgodba in primer dogajata. In tam sta začela svoj biznis, najprej majhen, ampak pa se je razvil zelo lepega, velikega in bogatega in sta bila tudi premožna. In sicer njuni trgovini se je rekel Gallery Jewelers, zaradi tega, ker sta pravzaprav prodajala nakit. In to ne kar je nakit, dober, kvaliteten in drag nakit. Corey, njegova žena, torej je delala mečkem bolj v zadju, zaradi tega, ker je predvsem obladala na geologijo, pa kamne, pa diamante, pa koliko so karatni. Jaz by the way o tem res nič ne vem, sploh ne vem, kako to ljudje vejo. Ona se je to vedela in je v zadju skrbela za to, za cene, za vse, da je vedela, kaj se dogaja, najbrž tudi kakšne finance, medtem ko Ted je bil pa tok dober človek z ljudmi. Nasploh on je oboževal delo z ljudmi in ljudje so oboževali njega. Dobesedno ni človeka na svetu bilo v času njegovega življenja in po njegovem življenju, ki bi lahko rekel, da on ni dober človek, da vsi so ga oboževali, vse čas je bil nasmejan, pozitiven, ekstrovert, res dober človek. Bil je v vrste človek, ba je, če so bili ljudje za njemu v vrsti v trgovini, se je slabo počutil in jim je kar kakšno stvar kupil, recimo. Ali pa vem še, da je posojal denar, recimo, počistko brez obresti, brez da bi težil, kdaj bo dobil nazaj in take stvari. Pač res je imel veliko srce. Zdaj gremo ta fast forward, še vedno v Austin, Texasu, kjer sta ona dva zgradila to lepo življenje in smo v letu nekje 2000 in onda sta imela hudo veliko bajto. Pač to bajto te mečkan videli na slikah, res je taka lepa, šmenci, fancy, skrita mečkan med drevesi, ampak ful huda, pa kamin, pa vse tako res. In pa sta imela en drugega, pač bila sta res happy, dober par, zaljubljena, starejši par, ampak res sta imela rada. Imela sta 2 ogromna psa, ne vem kako jim bilo že ime, ampak oboževala sta te 2 psa, sta imela skoraj tako kot otroka, ampak dejanski otrok, človeški otrok ima pa manjkal in sta si ga ful želela in sta bila na tej točki, ki sta rekla, da lahko samo posvojita. In sta šla, dejansko sta se peljala v Ukrajino in posvojila fantka. In temu fantku sta dala ime Nikolas. Zdaj ni mi čisto jasno, zakaj sta mu dala ime, ker verjetno ni že imel ime, ampak mogoče sta ga preimenovala, če je imel prej ukrajinski ime, ne vem, v glavnem Nik. Baj, ker sta do njega čutila, je bila instant ljubezen in ful so se imeli radi in ta družina je bila polna ljubezni, tudi kome sta čakala, da sta imela otroka in zdaj sem mu dala vse, ker sta mu lahko dala. Dejansko ta otrok je imel tako vse, imel je ful ljubeča starša, imel starše, ki sta se imela rada, imel je bogatstvo, hišo, vse možnosti, vso podporo, vse. S tem, da se tudi Ted in Nik, torej oči in sin, sta se ful dobro razumela. Kakor sem rekla, Ted je imel žilico za hitrost in obožujejo avte in Nik tudi in se čisto vrgel po njemu in sta skupaj hodila na dirke in na go-karde in sta se ful bandala in uživala. Na nek način sta bila dejansko neločljiva, s tem, da pazi, Nik je bil ful tak smart otrok, mladostnik, kakorkoli, ker v srednji šoli je on že napolno delal, pa ne samo to, prišel je toliko daleč v določenih biznisih, ne vem, biznis točno, da je imel 4 zaposlene. V srednji šoli ima 4 zaposlene. Sicer je tudi menjal predvsej te biznise, ker je bil neke vrste entrepreneur, skozi je bilo nekaj novega, nekaj drugačnega, ampak karkoli že delal, je načeloma uspel. Sej pa tudi Nik s časoma zaljubil, spoznal je žensko oziroma punco z imenom Jacqueline, ampak mi jo bomo klicali Jackie. Zdaj sta bila po teh letih, ko sta se Nik in Jackie nekako preselila od tam, kjer sta bila, v nek skupni kampus, kjer je ona študirala inženirstvo, pač inženirka je bila. On je pa v bistvu ostajal
doma, tam v kampusu v njunem stanovanju ali hiši ali karkoli je že bilo in je tradal, pač ukvarjal se s tradingom in je pač delal doma in jih študiral. Za vikend je bilo pa značilno, da se sta peljala 2 uri nazaj domov v Austin, Texas in sta čas preživljala z svojimi starši. Tako do te mere so se razumeli, da sta, na faksu vsi ponovadi dan hodimo, ampak res sta hodila k njegovi družini in sta z njimi pač res preživljala čas konkretno. 2. marca se pa to vse spremeni. Ura je 4:30 zjutraj in psa začneta na polno lajati, medtem ko Corey in Ted obviously spita, ampak jih pač pes zbudi. Nič čudenega, psi po noč lajajo, jaz imam tudi doma Lesiko, ki skozi laja in pač neki vedno je, ne. In je Ted počasi vstal, ker je to nekaj časa trajalo in je šel končno pogledat, kaj je in potem the whole hell broke loose. Vzel je puško s sabo, vsem, ki je to čuden. Bili so v Teksasu prvo kot prvo dovoljeni imeti puške, drugo kot drugo, večina jih ima puške, ker je Teksas, ker dejansko može biti safe. Ker je nam Slovencem mogoče bizarno, ampak oni imajo vsi puške. In ko je Ted šel in je Corey ostala sama, je zaslišala potem te žalostne strele, na smrt se je prestrašila, ampak ni naredila nič drugega, kot zgrabila svojo puško, ki jo je imela zraven sebe in je šla potem za temi zvoki in prva grozna stvar, ki jo je zagledala, je bil na tleh ubit en izmed družinskih psov in potem je ona v šoku, v strahu začela streljati v smer teh strelov, ki jih je prej slišala, da bi pač dobila storilca, ampak v bistvu je naboja samo zmanjkalo, potem je zlaufala v njuno spalnico in se je skrila v omaro. Potem iz omare je klicala policijo. Liz, been a shooting. My husband got out of bed, my dogs were barking. There were shots fired. Shots were fired for him? No, I don't know. Help me. Ta klic drugače je totalno heartbreaking, ne vem, a sem dala not celega ali ne, ampak na koncu ona tudi govori temu dispečerju, da sliši pač zvoke, kakor tisto momlanje na pomoč, ko v bistvu nekdo umira in je bilo full heartbreaking, ker ni vedela, to njen mož umira, ni mu smela pomagati, je vprašala, a se splača pomagati, so ji rekli, mislim splača, a ne grem pomagati, so rekli ne, nikakor ostan na varnem, tako da je ni mogla nič, sam slišala te stvari. Po 15 minutah, ko je bila ona na telefonu s temu človekom od policije, je rekel, policija bi zdaj že mogla pridati in je rekla, se je pobrala in šla ven in tudi ko je šla ven nasprot policiji, ker ne bi že prišla, je v bistvu potem zagledala na tleh svojega moža in je bila čisto v šoku, ker je bil mrtev, in je bila čisto žalostna in zaprepadena s tem, da policija, ki pa res ne bi že prišla, je šla pa po pomoč v napačno hišo, ker so slučajno zgrešili naslov in to se zgodi, da je pač na hitro grejo v napačno hišo in so potem itak čez par minut ali sekund že prišli v ta pravo hišo. Skratka, long story short, Ted je bil razglašen za mrtvega ob 5:14 zjutraj, ubili so ga oziroma imel je vse 4 metke in tudi Corey je potem hitro klicala Nika, da mu pač sporoči, da je njegov oče mrtev. Nick. Yes, Mom? Mom, Dad's dead. Wait, what? Nick, Dad is dead. What? Nicholas, just, I need you. Kakor lahko slišite, je bil Nick čisto zaprepaden in žalosten in sta potem tudi s Jacqueline sta takoj spokala in prišla tako v roku 2 ur, ker je sem pač vožnje, oziroma nekaj čez 8 zjutraj sta bila že na kraju zločina. Zdaj ta cela situacija je bila res žalostna, Corey in Ted se pravi sta bila res zaljubljena, 30 let sta skupaj živela in bila poročena, ne je bilo to tako devastating, da pač ne bi mogla biti sama v tej hiši nikakor in sta se tudi takrat potem preselila k njej Jacqueline in Nick in so skupaj živeli, long story short, 3 mesece. Kar se pa vmes dogajalo, bom pa zdaj malo opisala in sicer cela ta policijska raziskava, ki so jo kar dobro prijeli, tle ni nekih full kritik, ker so tudi dobro raziskovali in sicer najdeli so patrone oziroma porabljene metke od 2 različnih pištol in so takoj sklepali, da je to zelo velika verjetnost, da so bila 2 storilca oziroma 2 morilca. Sama hiša, posestvo ni imel znakov nasilnega vdora, je bilo pa odprto tisto Nikovo okno oziroma okno v stari sobi od Nika in vse, kar so najdeli še na temu steklu, dejansko je bil en prstni vtis, ki šel pa zdaj valjda v laboratorij. Zdaj pa tako, ta hiša je bogata, ljudje so bogati, ki so noter živeli, imajo trgovino z nakitom in vse je kazalo na to, da bi to mogel biti nek splošen rob, ker so vedeli, da so bogati in so hoteli do tega prijeti. Ampak vse, kar je manjkalo v tej bajti, je bilo v spodnjem predalu, v Nikovi sobi, v eni taki komodi, omarci od spodaj, črna taka škatla, v kateri je manjkala pač ena pištola. In tudi tisti metki, ki so jih že prej najdeli porabljene, bi se ujemala s to pištolo, ki je
manjkala, tako da so ugibali, da je zelo velika verjetnost, da je storilec prišel v hišo, vzel ravno točno to pištolo, ki je manjkala noter v črni škatli v tem predalu in jo uporabil pri umoru. Valjda začnejo takoj z zaslišanji in najprej tudi, če družina ne zgleda nič sumljiva ali kakorkoli, morajo izločiti družino, to da potem naprej raziskujejo in so valjda zaslišali in Corey, in Nika, in Jacqueline in vse njih. In Nik je imel full over alibi, namreč on je upravljal klice iz svojega telefona 2 uri proč od tega kraja zločina v času zločina, ker obviously pomeni, da je bil 2 uri preč in ima alibi. Je pa Nik tudi full sodeloval, full jim je pomagal in je rekel, tudi ta hiša je imela security system, jaz vse vem o tem, ker sem ga jaz nastavil, ker starša sta bila toliko starejša, da pač nista ga znala in razumela. Problem je edin, da je bil ta security system načeloma ves čas ugasnen, razen če sta dejansko Corey in Ted šla iz hiše, torej da bi bilo treba, da nekdo čuva hišo. Je pa ta security system vsem določene stvari pokazal in sicer, da je bilo okno odprto ob 4:27 zjutraj, 17 minut kasneje je bil pa potem alarm za neko počeno steklo v kuhinji. Načeloma je to počeno steklo nastalo lih v tem streljanju, torej ko je Ted umrl. Torej, če je bilo od začetka oddora do potem tega streljanja 17 minut, to pomeni, da so bila storilca not 17 minut. So pa ene stvari tle že ful nakazovale na neko čudno stanje. Namreč 17 minut ne bi bila storilca, ki sta prišla ropat noter, tih se skrivala in nista nič naredila, nič ukradla, nič razbijala, nič raziskvala, nič nista naredila, razen ukradla ne bi točno tisto eno pištolo, ker ne vem, kako naj bi vedela, kje je sploh. In drugo, zakaj ne bi sploh te dva roparja noter prišla brez pištole, pač brez svoje pištole, pa tudi če sta videla na dvorišču tako 3 avte, še od sosede je bil tam avto in ne vem kaj, pa če sta videla, da je nekdo doma in vse to, zakaj bi sploh prišla ob takem timingu, stvari so bile malo čudne. Nik, kakor sem rekla, je veliko sodeloval pri tem raziskovanju, on je danes tudi kar hodil tako do sosedov in jih je zasliševal in je ful pomagal policiji in ko je imel ene par lidov, torej kaj je to sploh v slovenščini? Par izhodišč, kako bi policija prišla do določenih sumljivih oseb. Rekel je, da je njegov oče Ted dejansko enkrat bil v enem streljanju, kjer se je samo branil, to je bilo vse res in je tudi v tem branjenju samega sebe tistega človeka ustrelil, a ne, človek ni umrl ali karkoli takega. Vam rečem, to je res Texas, pač tle se svašta dogaja, sploh, ko pride do teh ropov in kraj bogatih ljudi. In ja, Nik je sklepal, da mogoče tisti moški ali tiste dva moška, ki ne bi bila v zaporu, ko sta napadla Teda, da pač mogoče hočete zdaj maščevati, ampak ta stvar je šla hiter pod preprogo, zaradi tega, ker dva nista bila niti blizu temu kraju zločina, pa čista bila, pa res sta imela trden alibi, tako da to je bil dead end. Potem imamo tukaj Corey. Tudi Corey je bila kuj naslednja na spisku za en kup enih zasliševanj, zaradi tega, ker, ja, žalostno, ampak ona je bila pač le vdova zelo bogatega moškega, ki je imel zavarovanje nase narejeno. A suspect in her husband's murder. She says she needed money for the business in the following weeks, and it didn't help when she tried to cash in his $1 million life insurance policy. I was the only beneficiary. That could only mean that they suspected me. In ona je zelo hitro rekla, a lahko dobim to izplačan, a ne, pač ni veliko slabega mislila s tem, ampak so ji rekli, da ne more, zaradi tega, ker je glavna osumljenka trenutno in ona tega sploh ni vedela in prek tega je zvedela v bistvu, da je glavna osumljenka in je bila valjda čisto v šoku in žalostna, ampak ja pač. Ampak realno so policisti kmalu začeli bolj sumiti Nika. Zakaj? Zaradi tega, ker je ta moški, oziroma ta fant je bil na skrivaj poročen 8 mesecev pred tem dogodkom. Torej na skrivaj v smislu, Corey tega ni vedela in ko je izvedela, je bila valjda ful v šoku, ampak še vedno je rekla, ok, ful dobro, sem vesela za vaju in jima je priredila žurko, to je bilo pač kakšen mesec verjetno po streljanju, to, da so se mečkam zamotili, da so mečkam k sebi prišli in je tudi dala Jackie tako en ful drag diamant, kot darilo neko poročno. V glavnem, z veseljem jih je sprejela kot mlado poročenca. Ko se je vse to dogajalo, je tudi prišel rezultat od tistega prstnega odtisa, ki je bil na oknu. In tako zanimivo, nezanimivo je bil to še vedno odtis tistega delavca, ki je dejansko ta okno inštaliral tja nedolg časa nazaj. Dejansko ni bilo čisto nič drugega, kot pač samo en delavec, ki je imel tako trden alibi, da ni bil niti blizu temu kraju in ja, da je bil to zelo strp prsten odtis. Ampak ko so se že ukvarjali s tem oknom in odtisom, so se tudi spomnili, da je Nik
Nick rekel, da je on točno to okno uporabljal, da je zelo pogosto se zmuznil iz hiše in prišel na skrivaj nazaj, ker pač če mu ni bilo dovoljen iti. In potem je policija rekla, mislim, a to samo ti vedel za to okno ali je še kdo drug vedel, da se da not pa vam prijeti. In je rekel, v bistvu sem še moj prijatelj Spencer. Spencer pa ni bil kar nekdo. Spencer je bil tudi edin človek, ki je dejansko vedel za to skrivno poroko, če jih ni celo baje poročil, nekaj tacga, da se izobrazil in jih je poročil, ali kva, nek tečaj naredijo in pa lahko poročijo. Je pa tak sumljiv, zaradi tega, ker on ni imel denarja, niti ni izgledal nekaj tak mačkem nesrečen mogoče, ni imel službe, ki bi jo imel rad, pač sovražil svojo službo, tak je bil sumljiv in tudi na eni točki mu je Nick kot darilo dal točno tako pištolo, s katero naj bi se zgodil umor in so potem policisti tudi najdel to pištolo pri njemu dejansko, ampak ko so jo v detajle preverjali, to nikakor ne bi mogla biti pištola, ki je pač ubila Teda. To je bil res zanimiv slučaj, ne? Kaj da bi nekdo hotel nekaj potakniti, sploh če mu je dal pištolo, točno tako. Pa Spencer je imel tudi tak zelo močen alibi, da je bil doma. Potem so pa res začeli skozi bolj trdno sumati Nicka direktno, zaradi tega, ker je toliko vestno pomagal. Vse ponovati je to dobro, ampak on je res preveč vestno pomagal in ena stvar, ki je meni tako mečkam preveč na živc stopila, oziroma je tako res obvesli ni neki okej, je ta posnetek, poglejte si tole, kako se Nick obnaša tik po smrti fotra. Pač, če ste videli ta vesel njegov skok en zajček, je to ono, kaj ne rečem, too enthusiastic to cooperate, oziroma preveč happy sploh po takmu dogodku, pač kaj. In pa tudi Nico, ker veste, ki se je ful spoznal na te security sisteme, ki sta ga imela njegove oče pa mame in jih je on naštimo, ga je imel tudi tam na kampusu, kjer je živel z Jackie in ful na vsak način jim je hotel pokazati ta posnetek. Poglejte, mi to so bile res doma, posnetki od Naja so bila doma, tako res excited je bil glede tega. Mogoče preveč, je sploh pomislil že na vse to, ne. Pa tudi ko je izvedel, da je njegov oče mrtev, tisti že prvo jutro, ko so bili tam, je šel on direkt do tega okna, ki je vedel, da se da ven in not prideti, očitno je policija že omenila, da je tam storilec not prišel, I guess, ampak je šel kuj tja in ga je tako raziskoval in ga je gledal, kada bo ne vem kaj videl, kada je že začel akcijo policistov namest njih, weird. Še ena stvar je bila en tak manjši zaplet z denarjem in sicer starša sta Nicku posodila $30,000. Na neki način sta rekla, kao, ne pričakuj, kaj je več, to je zate mišljen za faks ali nekaj, da si v šolnino zrihtal, da boš nekaj naredil iz sebe, več ti ne bova dala, pa tudi to je zavrnit mišljeno, ne? In je on takrat rekel, kao, ja, whatever, čeprav v bistvu se mi zdi, da je pričakoval več denarja, ker tudi ga je porabil za čudne stvari, ker konec koncev, ko sta z Jackie prihajala na obisk, sta bila tako full fancy oblečena, vsakeč nove cune, hodila sta ven, ni lik, da bi nekaj šparali, ni izgledala, da šparate, niti slušta. Zdaj, kar se tiče točno teh 30,000, zaradi katerih so se kregali, so se potem baje pobotali, tako da ni bil več nek pereč problem, oziroma če mene vprašaš, je bil zatišje pred nevihto. So se pa čudne stvari tudi začele nalagati in Nick je tudi rekel, da ga ni bilo doma tukaj v Austin, Texasu, da ga ni bilo en mesec, medtem ko so gledali njegove telefonske klice in videli, da je v resnici bil 2 dni pred dejanskim umorom točen tam pred hišo, torej zakaj bi to zamolčal. In počasi je toliko dokazov nabrali, da sta on in Jackie sumljiva, da so šli k njima tja, ker sta živela v kampusu 2 ure preč od Austina, so šli raziskati njuno stanovanje in kaj so tam najdel. Manjkajoče metke, točno te, ki so bili izstreljeni, ta isti ujemali so se v nulo od istih pištol. Se pravi, tam imajo vsi pištole, ampak ko se enkrat toliko ujema v detajle, je to že res sumljivo. In tudi, ko so raziskovali dejanske naprave, telefone, message klice, sporočila online, vse, kar je možno, slike, whatever, od Jackie in od Nicka, so videli not velike luknje. Pač stvari so manjkale, ki bi povezovali skupaj zgodbo. Torej, določeni dnevi so manjkali, določene sporočila so manjkala, ni imeli smisla. Torej, tudi, ko so potem recoverali te pogrešane stvari in pogrešana sporočila, je razumljivo, zakaj ste jih brisali, ker so bili full ko se reče condemning v angleščini, da so jih lahko prek njih za marsikaj obsodili, ker sta govorila o denarju, pač tole je en izmed sporočil. Bila sta dejansko prav v denarni stiski, veliko ljudem sta dolgovala najbrž veliko denarja, imate tudi neke screenshote, ker se vidi, da sta imela oba na računu manj kot $2. In potem so tudi iz security sistema, ki ga je imel on tam doma, na kampusu, so lahko zvedeli, da je bil
tisto noč, ko je fotor umrl, je bil predtem on že gladko buden, tudi opravljal je klice prek telefona in to vse je bilo že ekstremno pač narobe. Ker sem rekla, tisto umor je bil tako 4:30 zjutraj, torej zakaj bi bil on kar random pokonc, če ni pač vedel, da se nekaj dogaja. In še zmeraj, koliko je Nick mogel dobro zaigrati, ker je bil tako šokiran ob klicu mami oziroma Kori, ko mu je sporočila, da je fotor mrtev, so se spet naprej odločili zaslišati Spencerja, ker Spencer je očitno še največ vedel in Spencer je zdaj na drugem zaslišanju priznal, da v resnici mu je Nick ponudil denar, da bi ubil svojega fotra. Rekel je, jaz bom itak dobil toliko pa toliko denarja prek njega in je rekel, da mu bo pač plačal, da bo lep delež mu dal za to. Ko je Kori za to zvedla, je bila heartbroken, pač srce se mi je zlomilo, ampak ne zaradi tega, ker bi mislila, da je pač Nick kriv, ampak zaradi tega, ker je šlo vse narobe, izgubila je moža. Tisti dva, s katerima je živela, sta zdaj glavna osumljenca, ona ni niti približno verjela, da je Nick kriv ali pa Jackie. Ona ni verjela, sam bolelo je, da gre vse narobe, a ne. Ampak ko so naprej raziskovali dejanske posnetke, tudi na vhodu je imel Nick tam, kjer je živel, kamero in ta kamera je 28. februarja zaznala zelo zanimivo stvar. Dva moška, ki sta prišla v to hišo in tukaj se zgodba konkretno zaplete. Ti drugi moški, ki ste ga videli, ki je imel napis na majici, to je zdaj zelo weird fact, random, je imel isti napis kot tisti moški, ki so tudi iz okna, ki je imel prsten vtis gor in skozi katerega je bilo vdrto v to hišo, je točno ta ista služba, ampak to je čisto naključje, ni imel veze, noben se ni poznal med sabo, to ni isti delavec, ki je prsten vtis pustil, sam je res čudno naključje. Te dva moška, ki zdaj vidimo na kameri, da sta prišla v Nickovo hišo, sta prišla z idejo, ni bilo rečeno, da bosta selila stvari. Z tega drugega moškega so kuj odkrili, kdo je in so šli k njemu domov, ampak ga ni bilo domov, je bila pa doma njegova žena in njegova žena je kuj vedela, zakaj se gre. Je rekla, ja, vem. On je prišel tja, skupaj še z unim drugim modelom in so mu rekli, da ni šlo za selilno službo, ampak jih je hotel Nick plačati, da bi pač storila umor. In ta moški je bil, hvala Bogu, pameten in rekel, ne hvala, jaz imam svoj life, imam družino, ne grem se tega sranja in je šel dam. Medtem ko Nick in ti drugi moški sta šla pa potem tista 2 dni prej pred umorom, kot sem rekla, so bili klici upravljeni pred to hišo v Teksasu, sta se pa tja pripeljala zaradi tega, da bi pač ubila Teda, ampak takrat nista mogla, sta se obrnila, sta bila prešibka, sta rekla, ok, ne morva in to je bilo to. Zdaj, ko so s preiskavo prišli že toliko daleč, že so najdeli tistega enega zelo ziher morilca, pa da je Nick upleten, so zelo kmalu najdeli tudi tretjega morilca, to je bil pa Aaron Smith. Ta je bil pa tak šibek in krhak, da je takoj priznal. I request the death penalty. The death penalty. I killed somebody, I deserve to die. What is that? Torej, zdaj imamo dva morilca, torej te dva, ki sta zdaj tle na sliki. Nick je pač vse skupaj organiziral, ampak je takrat dejansko bil doma in zato ima tudi alibi, ker je klice upravljal in bil buden pri sebi doma. Te dva sta pa dejansko upravila in ta Aaron se je toliko slabo počutil glede tega, da je takoj priznal, je rekel, ne sploh, da prizna, da ne more spati, da ima življenje uničen in da sam sebi želi dati death penalty, torej dejansko je hodil sam sebe usmrtiti, toliko se je slab počutil. In drugi je pa sam rekel, lej, vsakmu, ki bi nekdo ponudil 100 jurjev, bi razmislil o tem, tako da se ni počutil kaj dati slabo. Šele na tej točki, ko vse to prije do Kori in vsi to dokazi in vse to, končno Kori tudi verjame. Lahko sklepate, da itak, koliko je to, ona je pač zgubila v roku 3 mesecev celo družino. Biznis se jim je sesuval, ampak so ga potem želeli nazaj na noge postaviti, s pričemer bi dejansko bil Nick vodja. Nick bi bil obraz tega, tako kot je bil prej Ted, pač koliko hinavsko je to. Unedva sta z njo živela 3 mesece, njena morilca dejansko. Pa ne vem, če sem prej povedala, pač Nick in Jackie valjda sta želela priti do denarja, that was the whole point. S tem, da je še toliko bolj smešen, ker je Jackie se na zaslišanju odločila totalno odmakniti od celega primera in reči, da nima zraven in da vse je pač Nick bil kriv, ker ona sploh ni vedela točno, kaj se dogaja, samo zgodil se je vse. Medtem, ko je Nick rekel, da dejansko ne bi bilo Jackie, on sploh ne bi prišel do takih bizarnih idej. Ampak ja, koliko je noro, ne, Kori torej ostane brez moža, ki je imela 30 let, brez enega psa, pa še njen sin posvojen in njegova žena, s katero živela 3 mesece in sta jo to lažila in prepričvala, koliko je grozen morilc zunaj in koliko bojo ga najdeli, ne vem kaj vse in v glavnem insane. Te tri so bili dejansko pleteni, torej Nick, Aaron in še un drug človek so dobili 35 let z možnostjo pogojnega izpusta, medtem ko za Jackie sploh nimam komentarja, ker je bila v zaporu samo 120 dni in zdaj gre na vsako obletnico tega umora gre v zapor za 2 dni in to je to in normalno živi življenje. Nick je potem tudi še ful delal intervjuje in predvsem govoril, da on nikdar ne bi šel kaj takega, če
če ga Jackie torej ne bi napeljala, da mu je na smrt žal in da si želi nazaj stika z mami. Mami pa samo reče, tole, kar sem dala na ekran, da duhovi ne govorijo. To pa zaradi tega, ker ne vem, če sem sploh dobro povedala in razložila, da so želeli ubiti tudi njo, tudi Kori, da bi valjda prišli do vsega tega denarja. In je hotela reči, Ted itak ne govori, ker je mrtev, jaz pa tudi ne govorim, ker po tvojem, Nick, bi mogla biti jaz tudi mrtva. Tako da ja, prav, da ga ima rada, ampak da ga istočasno sovraž, ker pač je ta oseba, katera pač je postal. In ja, zdi se mi res bizaren, crazy primer. Če vam bil všeč, ne pozabite lajkati pa subscribe, bom zelo hvaležna, pa kakšen komentar puste. Zdaj pa Alien mama gre, ker mi dejansko že časa zmanjkuje, pridni bote, radi se imejte, se gledamo v naslednjem petek. Bye.